I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Sem predsednik, sem predsedniški kandidat in bom predsednik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Toliko, da boste vedeli, kaj nas čaka. Da ne bo potem kdo tarnal, češ nismo bili obveščeni. Aktualni predsednik države Danilo Türk, že doslej znan po svoji neverjetni sposobnosti povezovanja otrobov, kani svoje povezovalne spretnosti očitno razkazovati še naslednjih 5 let. To je oznanil minuli petek, ko je kot prvi vložil predsedniško kandidaturo in se ob tem pohvalil, da je v slabih 2 tednih zbral 13.000 podpisov podpore zanjo. Kadarkoli lahko vložita svojo kandidaturo tudi čudežni deček tisočerih poklicev Borut Pahor in Milan Zver, ki ga javnomnenjske raziskave jemljejo vse premalo resno, saj je na vse zadnje vendarle Zver. O tem, kako gre zbiranje podpisov od rok drugim kandidatom za kandidate za mesto predsednika države, mediji ne poročajo prav veliko. So se pa razpisali o tem, da je kandidatka Martina Valenčič precej znana po svojih golih fotografijah. Sama se je pohvalila, da ima v koledarju za leto 2012 2 fotografiji. Je namreč januarska mis komisije, karkoli že to pomeni, in oktobrska mis policije. Za koledar iz leta 2011 pa se je Martina gola slikala v vodi. O, velika bela rib! Zlobni jeziki vedo povedati, da Martina s predsedniško kandidaturo ne misli resno, temveč želi zgolj povečati zanimanje naročnikov za njene gole koledarje za leto 2013. To pa seveda ne drži. Po preverjenih informacijah se je Martina za kandidaturo odločila potem, ko je izvedela, da je Bernarda Eklin pred prejšnjimi predsedniškimi volitvami podprla Danila Türka zato, ker ima menda angelsko ritko. O, velika bela rib! No, Martina je prepričana, da je njena ritka še veliko bolj angelska od Türkove. Ja, pa dajmo vsi skupaj, no? O, velika bela rib! O, velika bela rib! Ja, tako je s to stvarjo. Zgodovina se ponavlja kot farsa. Ob osamosvajanju smo Slovenci želeli opozoriti nase 4 milijoni pridnih rok. Po 20 letih pa utegnemo zasloveti z 2 milijonoma golih riti. Nima veze, ali so buckaste ali vitke, važno je, da migajo vse slovenske ritke. Nima veze, ali so buckaste ali vitke, važno je, da migajo vse slovenske ritke. Nima veze, ali so buckaste ali vitke, važno je, da migajo vse. Ritke! I got a secret I shouldn't tell. Mesto predsednika države pa ni edino, za katerega se ta hip potegujejo naši vrli kandidati. Mandat se izteka tudi varuhinji človekovih pravic Zdenki Čibašek Travnik. Slednja je že napovedala, da se bo bržkone spet potegovala za to mesto. Imela pa bo hudo konkurenco, saj namerava za ta položaj kandidirati tudi sedanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Marsikoga zato skrbi, da bo predsedniku države Danilu Türku, ki mora državnemu zboru predlagati ime bodoče varuhinje, ob tem počilo srce. Izbirati bo namreč moral med kandidatkama, ki sta mu obe zelo prirasli k srcu.
Zdenka Čebašek Travnik mu je gotovo ljuba, ker dobro ve, kdo so mali ljudje, ki morda res nosijo trenirke, kopalke ali celo goli tekajo naokrog, a si prav zato zaslužijo varstvo svojih pravic, in kdo so osebe na javnih funkcijah, katerih pravice praviloma niso ogrožene in morajo zato mirno vzeti v zakup celo grožnje s smrtjo. Zelo vešča vsakršnega razlikovanja pa je tudi kandidatka Nataša Pirc Musar, ki bi po zakonu sicer morala bdeti tako nad varstvom osebnih podatkov, kot omogočati dostop do informacij javnega značaja. Pri varstvu osebnih podatkov je Musarjeva zelo zagnana. Tako je letos spomladi kazensko ovadila celo Janeza Janšo, ker je na Facebooku objavil famozni obtožni predlog v zadevi Patria in ob tem razkril nekatere strogo varovane podatke o samem sebi. Nekaj manj zagreta je Nataša, ko gre za dostop do informacij javnega značaja. Ko se je pred časom pojavilo vprašanje, ali ne bi bilo dobro tudi v Sloveniji objaviti seznama davčnih neplačnikov z imenom, priimkom in fotografijo, je dala jasno vedeti, da se bo to zgodilo samo preko njenega trupla. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Kaj hočemo? Tehtnica se je pač tudi v tem primeru nagnila na stran varstva osebnih podatkov. Ne edinkrat. Nataša je poskrbela tudi za varstvo osebnih podatkov drugih javnih oseb. Po njeni zaslugi ostajajo pred zlobnimi očmi javnosti skriti tudi denimo najintimnejši bančni izpiski Jureta Jankovića. Got a secret, can you keep it? Swear this one